Nad seganjem v besedo, glasnim komentiranjem, mahanjem z rokami, neumestnimi pripombami v dvorani in skorajda vpitjem na hodnikih je bil marsikdo, ki je prvič spremljal sejo, zgrožen. Moram povedati, da je zelo zanimivo biti kot opazovalec na seji mestnega sveta, kjer sem dobil občutek, da pač en prek drugega bi rekel, daje svoje stališča, nikjer se ne sporazumejo, nikjer niso enotni. Še bolj začuden nad načinom razprave je bil predstavnik nogometnega kluba Maribor. Konec koncev moram reči, da sem danes imel to srečo ali kakorkoli bi temu rekel, da sem bil prvič na mestnem svetu. Stvari so meni malo tuje, malo čudne. Da so proračun in njegove spremembe, s tem pa tudi drugi projekti postali tako rekoč talci enega samega projekta, sanacije zahodne tribune Ljudskega vrta, je kmalu postalo jasno. Na eni strani so tako bili zagovorniki tega, da je treba ponovno v miru razpravljati o vseh projektih. In nismo želeli, da gremo po skrajšanem postopku zato, da bi bili proti izgradnji tribune in tako dalje, še daleč od tega. Mi smo že pokazali, da znamo črpati evropska sredstva, da znamo seveda nekaj narediti v tem Mariboru. To županstvo z svojimi svetovalci se od tega še sedaj niso pokazali. Na drugi strani je bil župan svojo ekipo, ki je želel zdaj po hitrem postopku sprejeti spremembe. Že med razpravo so iz dvorane leteli očitki, da to delajo zaradi tega, ker bi radi bili všečni. Razumel bi, da se to predstavi, če je bil nek res argumentiran razlog, ampak ni nobenega argumentiranega razloga, preprosto nekaterim je enostavno fajn, da zaplačujejo. Pa vendar županovi ekipi očitajo, da bi problem zahodne tribune lahko bil rešen že pred leti, ne pa da so zdaj zaradi tega ogroženi še drugi projekti, za katere so bile sredstva že zagotovljena v proračunu. Ta župan je obljubil pred 3 in 5 leti, da bo obnovil zahodno tribuno Ljudskega vrta. Vse do danes ni storil nič. Pred 3 leti sem postavil vprašanje, ko je župan govoril o javno-zasebnem partnerstvu, o sanaciji zahodne tribune. Takrat sem mu povedal, da je to nemogoče, da ne bodo našli se pravi zasebnika, ki bi šel v to partnerstvo. Ampak 3 leta so minila, sedaj pa je potrebno to takoj narediti. Ja, še ravno tako bomo lahko naredili. Proračun za leto 2018 imamo, vsi postopki lahko tečejo in mi po normalnem postopku lahko spremembe proračuna naredimo že v mesecu decembru. A podžupan na očitke odgovarja, da se je lahko odločiti takrat, ko je zagotovljen denar, ne pa prej. Možno se odločiti vsako leto, če je denar, ampak morate vedeti, da ko je prišel dr. Andrej Fišerec na to občino, smo imeli tiste stare grehe, ki je bilo treba plačati. Ko prideš v neko hišo, ki je v tako slabem stanju, moraš najprej sanirati tiste osnovne zadeve, ki so nujne zakonske, šele potem lahko začneš z takšno sanacijo, kot je recimo obnova Ljudskega vrta. In drugo leto dejansko se bo sprostili ti viri, te sanacije oziroma ti stroški za Veolijo in za radarje so poplačeni in zdaj lahko dejansko gremo končno v obnovo Ljudskega vrta, kar se že vsi veselimo. Očitanju z obeh strani ni videti konca, osredotočenost ostaja na problemu, ne pa na iskanju rešitve. S tem, kar je predlagal v tem proračunu, pomeni samo obnova prve faze, ne pa obnove celotne zahodne tribune. Ali povedano drugače, s tem mi nismo še rešili dokončno problema. Zgodba o zahodni tribuni pa kljub vsem vročim besedam, hudem razburjanju med občani na Facebooku in na ulicah še zdaleč ni doživela vrhunca niti potrditve. Se je pa izkazala kot močno orožje in hkrati kot potencialni izgovor. Zdaj enih, potem drugih, če sploh lahko vidimo in vemo, kdo je pozicija, kdo opozicija. Kje so fige, v katerih žepih pa ni treba razpravljati. Najpomembnejši politični organ občine je včeraj padel na več izpitih. Spremembe proračuna za leto 2017 so tako potrjene. Gre za varčevalne ukrepe oziroma večinoma nižanje odhodkov. Proračun za 2018 pa ostaja kislo jabolko, v katerega bo mestni svet še moral ugrizniti. Zahodna tribuna srca mesta, kot tudi pravimo Ljudskemu vrtu, pa bo ostala nedotaknjena. Razen, če se v prihodnje izvzame iz konteksta ter se o njej odloča samostojno. Verjetno si to mariborski nogomet s svojimi pristaši na čelu tudi zasluži.